Sprostitveni šport omogoča učencem spoznavanje različnih vplivov gibanja na zdravje, razumevanje pomena telesne in duševne sprostitve in seznanjanje o negativnih učinkih sodobnega življenja. V okviru projekta Keep Young and Fit v tokratni oddaji predstavljamo telesno dejavnost na osnovni šoli Sveti Jurij v Boščavnici in na osnovni šoli dr. Antona Trstenjaka Negova, v sklopu katere so učenci 7. razreda sodelovali pri sprostitvenem športu badminton, ki ga je izvajala kineziologinja Maja Graj iz Centra za krepitev zdravja, ki deluje v sklopu zdravstvenega doma Gornja Radgona. Sprostitveni šport je z vidika športno-rekreativnih učinkov velikega pomena za kakovostno preživljanje prostega časa pri mladostnikih. Šport za sprostitev je bistvenega pomena, ravno zaradi tega, ker se razlikuje nekoliko od tekmovalnega športa, saj v športu za sprostitev otroci dobijo malo drugačne občutke, kot jih dobivajo v tekmovalnih športih, saj se v športu za sprostitev predvsem ne primerjajo z drugimi, izvajajo ga na lastno željo. Predvsem je pa izrednega pomena šport za sprostitev v prostem času, saj se naučijo do neke odgovorne rabe svojega prostega časa, s tem se tudi oblikujejo zelo dobre vzorce za nadaljnje obdobje v odraslosti. Otroci si skozi sprostitveni šport v prostem času po besedah kineziologinje skozi določeno razvojno obdobje izoblikujejo telesno in duševno pripravljenost, katera potem vpliva na kasnejši življenjski slog mladostnika. Oblikujejo si nek zdrav odnos do športa, do samih dejavnosti, prav tako se jim pa potem seveda tudi za časom oblikujejo njihove telesne sposobnosti in pa seveda njihova srčno-žilna pripravljenost. Sprostitveni šport je z vidika športno-rekreativnih učinkov pomemben za kakovostno preživljanje prostega časa v vseh razvojnih obdobjih mladostnika, ki jim lahko poleg redne športne vzgoje nudi še dodatno rekreacijo, skozi katerega mladostniki potem spoznavajo različne vplive gibalnih dejavnosti na zdravje. Šport poleg tega, da seveda vpliva na neke zdrave hormone oziroma pravimo jim tudi hormoni sreče, vpliva tudi na njihove telesne sposobnosti, tako da v bistvu izboljšuje tako moč kot ravnotežje, koordinacijo, potem vzdržljivost, gibljivost in pa potem še ostale spretnosti z žogo in pa z ostalimi športnimi pripomočki. Sprostitveni šport v obliki gibalne dejavnosti dobro učinkuje na telesno in duševno sprostitev mladostnika. Ja, šport jim je kot en odklop, predvsem iz šolske rutine, iz nekih dnevnih dejavnosti, iz natrpanega urnika, tako da za prosto izbiro športa se lahko zelo dobro sprostijo, zmanjšajo se njim predvsem stresni dejavniki, kar je pa še bolj izrednega pomena, je pa, da se krepijo medosebni odnosi, da se naučijo neke igre, da se naučijo medsebojne komunikacije z svojimi vrstniki in predvsem, da pridejo v čim več različnih interakcij z drugimi prijateljami in pa potem seveda tudi za širšo okolico. Badminton je izrednega pomena predvsem v prostem času zaradi nadomeščanja negativnih učinkov sodobnega življenja, kot so dolgotrajno sedenje pred televizorjem in uporaba različnih mobilnih tehnologij. Z nekim res aktivnim in pa dnevnim preživljanjem prostega časa v obliki športa se lahko temu sedentarnemu vedenju zelo dobro ognemo in pa tudi omejimo rabo zaslonov, kar seveda vpliva tako na njihovo duševno kot tudi na fizično pripravljenost in pa hkrati tudi predvsem s pomočjo tega lahko nadzorujejo tudi svojo telesno težo, saj so to oblike gibanja, ki niso namenske in so tiste nenamerne, zaradi katerih se potem pozna neka večja razlika, ali je otrok telesno bolj dejaven ali pa nekoliko manj. Tovrstni šport dopolni življenje mladostnika s tem, da krepi medsebojne odnose in pozitivno ter sproščujoče učinkuje na njihovo telo. S tem sproščanjem hormonov sreče dobijo neke pozitivne odzive na sam šport, zaradi tega se bodo tudi v kasnejših obdobjih dosti lažje in pa dosti bolj raje vključevali, predvsem pa zaradi tega, da se oblikujejo neka gibalna vedenja, neki vzorci, zdravi vzorci, ki potem ne nazadnje vplivajo na oblikovanje zdravega življenjskega sloga. Učenci skozi sprostitveni šport razvijajo kulturni odnos do narave in okolja. Kadar se te športne dejavnosti izvajajo v naravi, so v interakciji z okoljem, spoznajo neko vedenje oziroma pravilno ravnanje in tako z odpadki kot tudi spoštovanje narave.
Tako da tudi sama narava in pa svež zrak jim da obilo drugih ugodnosti na njihovo mentalno zdravje in poleg tega pa tudi seveda na fizično zdravje. Skozi badminton učenci lahko spoznajo obliko sprostitve. Obliko nekega odklopa od vsakdanjih aktivnosti. S pomočjo tega se krepijo neki odnosi s pomočjo prijateljev, naučijo se tekmovalnosti, naučijo se pravil, naučijo se marsikateri tudi nekih pravil obnašanja. Tako da je tisti šport za sprostitev en tak res celokupni komplet, ki se jim lahko oblikujejo zelo dobra vedenja napram nekemu tekmovalnemu športu, ki je pa dosti bolj resen in pa dosti bolj narekovan nekim pravilom. Po študijskih raziskavah in po smernicah se je izboljšalo stanje mladostnikov na področju gibalnih sposobnosti in njihovega zdravja. V študijah in pa po smernicah se pri tistih otrocih, ki se več vključujejo v neke sprostitvene športe, v vsakdanje aktivnosti, dosti bolje oblikujejo neke zdrave navade in pa potem tudi so bolj zdravi, kot pa tisti, ki se, ne vem, samo enkrat tedensko ukvarjajo z nekim namenskim športom. Tako da je dosti bolj bistvenega pomena, da naše otroke spodbujamo v vsakdanji šport in pa predvsem v tiste oblike športa, v katere se bodo radi vračali in katere bodo radi počeli, ne pa neke izključno namenske športe, ki jih pod narekovaji, če lahko rečem, morajo početi, samo da dovolijo nekim, oziroma samo da zadostijo nekim smernicam oziroma standardom. Učencem je pri sprostitvenem športu veliko pomoč, če telovadijo skupaj s prijatelji, saj pogosto zabavno druženje pripomore k motivaciji po rednem gibanju. Če so vključeni v timske športe, je še dosti večji nek učinek na njihovo čustvovanje, na njihovo obnašanje in pa na samo njihovo vedenje z vrstniki, kot pa če je šport samostojen. Kako se kaže zanimanje otrok pri sprostitvenem športu v njihovih različnih razvojnih obdobjih, kineziologinja pove? V zgodnjih obdobjih, tam do 7. leta, so otroci zelo zainteresirani za šport, saj jim je to oblika igre. Na ta način tudi mi promoviramo šport, da bi naj bil skozi ves čas skozi igro. Potem v nekoliko kasnejših obdobjih, kadar mogoče pridejo že v obdobje pubertetništva, takrat se pa potem že malce začnejo športi oblikovati. V bistvu si izberejo samo eno vrsto ali pa dva vrsta športa, pri katerih potem nekateri postanejo tudi bolj vrhunski, nekateri pa jih v tistem obdobju ravno zaradi tega, ker ne dobijo nekih pozitivnih učinkov čustvenih od njega, potem tudi opustijo. Tako da v tistem pubertetnem obdobju je tisti, bom rekla, riziko, kadar se pri otrocih smatra, da ali bodo v športu nadaljevali ali ga pa pač bodo opustili zaradi še drugih nekih dejavnikov neželenih. Matijo in Filipa iz osnovne šole Sveti Jurij ob Ščavnici smo povprašali, kako sta se počutila po uri sprostitvenega športa badmintona. Sproščeno, spim lažje, počutim se sveže, sproščeno. Kateri sprostitveni šport igra Filip doma? Igram namizni tenis, vsak dan ga igram, ker fajn mi je igrati, pa sem potem zelo sveže. Predno se otroci motivirajo k povečani redni telesne dejavnosti, si postavijo določene cilje. Ti cilji naj bodo čim bolj krajši, čim bolj dostopni, zato da bodo dobili neke pozitivne učinke, kadar jih bodo dosegli. Potem motivacijo lahko pridobijo s tem, ko bodo vključili tudi svoje prijatelje v športne dejavnosti, svojo družbo. Nekateri lahko dobijo motivacijo tudi, če si spremljajo svojo vadbo oziroma če si beležijo svoje aktivnosti, tako da mogoče tudi kakšna aplikacija za spremljanje svojih aktivnosti. Predvsem pa, da so v družbi narave, da so v družbi prijateljev, to jim lahko da obilo neke motivacije. In pa predvsem mogoče tudi, da se udejstvujejo v nekih novih športih, s pomočjo katerih bodo vsakič lahko spoznali neko novo aktivnost in jih bo pač to nadaljne izpolnjevalo. Otroci lahko v prostem času, glede na njihovo zanimanje, izberejo med različnimi športi. Otroci lahko v prostem času izvajajo obilo enih športov, predvsem se jih skušamo spodbuditi k tistim športom, kjer se vključujejo večje mišične skupine in ki so pretežno aerobne narave, kot so košarka, rokomet, nogomet, potem tudi plavanje, kakšna gimnastika za dekleta, plezanje, tek oziroma atletika.
Tudi starši in učitelji lahko otrokom pomagajo tako, da jih spodbujajo in podpirajo njihove športne interese. Starši lahko svoje otroke podpirajo predvsem, da so jim spodbuda in da jih vozijo na različne športne dejavnosti. Učitelji pa predvsem, da jim omogočijo čim bolj širok spekter nekih športnih dejavnosti v obliki športnih krožkov, potem da organizirajo neka športna tekmovanja. Hkrati pa se lahko otroke tudi dobro spodbudi k športnim dejavnostim s tem, da skupaj z starši spremljajo neke športna tekmovanja oziroma se vključujejo in obiskujejo kakšna večja športna tekmovanja, kjer so jim lahko ti športniki tudi vzor. Tudi uporaba aplikacij za beleženje športne aktivnosti lahko otroke motivira, saj lahko s pomočjo teh spremljajo svoj napredek in si postavljajo lastne izzive. Obstaja že res velik nabor nekih aplikacij za beleženje korakov, za beleženje aktivnosti, hkrati pa lahko tudi preko socialnih omrežij, naprimer kot je YouTube kanal, najdejo veliko nekih vaj, ki jih lahko izvajajo, potem lahko izvajajo tudi različne plesne koreografije ali pa neke vodene treninge, tako da je nek širok spekter, kje jim lahko tehnologija tudi pomaga, da ni samo v breme. Hkrati pa lahko so tudi preko spremljanja družabnih omrežij za spremljanjem nekih vzornikov, predvsem tistih, ki imajo neke zdrave gibalne navade oziroma zdrav življenjski slog. Ti jih lahko še potem dodatno spodbudijo in motivirajo k povečani športnih aktivnosti. Brina iz osnovne šole dr. Antona Trstenjaka-Negova nam je zaupala, katera športna dejavnost ji je najbolj všeč in zakaj. Najbolj mi je všeč odbojka, saj jo treniram že 3. leto. Mi je zelo fajn šport, ker smo v družbi in je kot ekipno delo. Brina se raje ukvarja z sprostitvenim športom takrat, ko je v družbi s svojimi prijatelji. Ker imam neke prijateljice za družbo, da se lahko s kom podajaš, naprimer žogo, pa bolj zanimivo je. Brinin najljubši šport je odbojka. O tem, kako šport pozitivno učinkuje na Brinino telo, nam je povedala v nadaljevanju. Da smo bolj odporni na bolezni, da smo zdravi, da ne hitro zbolimo. Valentina, učenka 7. razreda na osnovni šoli dr. Antona Trstenjaka-Negova, nam je zaupala, kaj bi povedala svojim prijateljem o športu, ki je lahko zabaven in hkrati tudi sproščujoč. Bom povedala, da je to dobro za njegovo telo, pa da pač je to dobro za vse, da pač se sprostiš v naravi, recimo da greš rolat ali pa kaj, ali pa ven s prijatelji košarko špilat. Pač zato, ker se sprostiš, pa lahko več stvari delaš z prijatelji. Kaj pa je Valentini najbolj zabavno pri športni igri badmintona? Da delamo v skupinah, pač mislim po dva, pa da pač sta lahko oba enako dobra. Na treningu badmintona smo obiskali Dejana Glazerja, nekdanjega veteranskega državnega prvaka v badmintonu, in ga povprašali, kaj meni o pozitivnih učinkih badmintona. Rekreacija, razgibanje telesa, dosti ljudi ne ve, da je badminton najhitrejši šport z žogo na svetu. Rekord žogice oziroma perjanice je 565 km/h svetovno trenutno. Tako da je dosti hitrejši od tenisa, ki ga mogoče ljudje malo bolj poznajo. Tako da pozitivni učinki so vsekakor razgibanje celega telesa. Itak antistresno deluje, ne. To je načeloma vsak šport, ne, ampak badminton je, ne vem, pač posebej moraš biti za njega hiter. O tem, kako je badminton pomemben za gibanje in funkcionalne sposobnosti človeka, Glazer pove: Kot vsak šport je tudi ta še mogoče malo bolj pomemben za gibalne sposobnosti, ker resnično deluje celotno telo. Od spode, od nog do zgornjega telesa, do vrata, včasih boli tudi vrat na koncu, ker je zelo eksploziven, hiter, moraš res biti v top formi, da lahko sploh igraš taki šport. Tako da je zelo pomembno recimo tudi za mladino, da se hitro pač razvije motorika. Badminton na telesno in psihično utrujenost ter druge stresne dejavnike vpliva sproščujoče. Je zelo družabni šport, sicer na igrišču si sam in je individualno, ampak na koncu se zelo dosti družiš tudi s soigralci,
Na turnirjih se dosti krat podružimo, pogovorimo malo, tako da vpliva na družabno življenje zelo pozitivno in seveda antistresno zelo, ker pozabiš v bistvu na vse, pa še po njem si zelo fejst utrujen, res imaš mirni spanec, bomo temu rekli. Zelo sprošča celotno telo, no, ker res, ko igraš, daš dosti ven, pozabiš na vse tegobe, ki jih imaš v življenju za tisti uro pa pol, koliko si pač kreativno aktiven. In ne vem, pač meni osebno zelo pomaga, odkar sem badminton spoznal pri 35 letih, čeprav sem se že prej v življenju ukvarjal z raznimi športi, me je badminton dobesedno zasvojil, ker me je res toliko dinamičen šport, raznolik, imaš toliko možnih kombinacij, ker igram tudi tenis, ping-pong, če ga s temi športi primerjam, je še vedno, če bi se še enkrat rodil, bi se odločil za badminton, definitivno. Glaser ta sprostitveni šport priporoča predvsem mladim ljudem. Pogovarjali, da bi začeli razvijati motoriko, ker dela, tako smo rekli, na celo telo in je res motoriko si razvijaš zelo, ne vem kako rečem, eksplozivno motoriko dobiš, hitrost dobiš, tako da mladini, če se pogovarjamo pa o starejši občani, ki bi pa radi recimo, ne vem, nekaj naredili za svoje zdravje, je pa zelo dober za hujšanje, za srce, za krvni obtok, dejansko si bolj sproščen, kar je to predvsem zdravje, ne. Cilj sprostitvenega športa je predvsem oblikovati pozitivne vedenjske vzorce, kot so spoštovanje športnega obnašanja, strpnosti in sprejemanja drugačnosti, spodbujanje k medsebojnemu sodelovanju ter razumevanje pozitivnih učinkov redne športne vadbe in pridobivanje trajnih športnih navad.